Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Merica dobrega. No, danes je 1. decembrski torek in jutri oziroma iz 5. na 6. decembra pa se bo pojavil en dobri mož. Nikolaj iz Mire, znan tudi pod imenom Nikolaj iz Barija, Nikolaj Barijski, Sveti Nikolaj, Sveti Miklavž, krščanski škof in svetnik. Posebej je bil znan po svoji darežljivosti. V slovenščini ga imenujemo Nikolaj, zlasti kadar o njem govorimo kot o zgodovinski osebnosti. Ime Miklavž pa uporabljamo, kadar govorimo o njemu kot o dobrem možu, ki otrokom prinaša darila v začetku decembra. V Sloveniji je drugi svetnik po številu cerkva, ki so mu posvečene, takoj za Devico Marijo. Poleg tega so 3 stolnice od 6 posvečene prav njemu. Pravijo, da je bil Nikolaj sin premožnih staršev, vendar je vse podedovano bogastvo razdal ubogim. Zato se ga od nekdaj drži sloves radodarnega svetnika. V številnih deželah, zlasti v Srednji Evropi, je sveti Nikolaj tisti, ki obdaruje pridne otroke. No, to se zgodi v noči iz 5. na 6. december, ki je Nikolajev godovni dan. Otroci ga poznajo predvsem kot svetega Miklavža. Tako da upam, da sem bila tudi jaz danes oziroma to leto dovolj pridna, da mi bo prinesel vsaj kakšno čokoladico. No, da pa ga bomo lažje pričakali, smo danes tukaj z vami mi, da vam polepšamo in skrajšamo tale torkov dan. Tako da predlagam seveda, da si kar pogledamo, kaj je danes na našem sporedu. Prva gostja v današnji oddaji bo ravnateljica glasbene šole Trbovlje Katja Mikula. Z njo bomo govorili o letošnjih dosežkih šole, o vpisu in še marsičem. Gostili bomo tudi Kevina Koradina in seveda bomo vmes tudi kaj dobrega skuhali. V kuhinji bo tokrat z nami gospa Marinka Kunder iz gostilne Brin v Trbovljah. Kaj pa bomo kuhali, boste izvedeli po kratkem glasbenem premoru. Uživajte! Še sam ne vem, zakaj si rekla mi. Naj ti pokažem, kako se svet vrti. Vse, kar vzelo je, svetlila si in modre oči. In vse, kar rabil sem, le 2 besedi in mehke dlani. Ko te pogledam, zame sabo mi takoj. In ko prideš bliže, vidim ogenj v očeh. Ko zavrtim te, slišim barve, vidim sonce. Prepusti se trenutku, to je samo najin ples. To je samo najin ples. Še sam ne vem, zakaj se ti mudi. Zakaj mi praviš, da iz ritma se ti zdim? Vse, kar vzelo je, so vse tiste male stvari. Vse, kar rabim je, da v rokah spet te držim. Ko te pogledam, zame sabo mi takoj. Ko prideš bliže, vidim ogenj v očeh. Ko zavrtim te, slišim barve, vidim sonce. Prepusti se trenutku, to je samo najin ples. Ker to je samo najin ples.
zapomni takoj. Ko prideš bliže, vidim ogenj v očeh. Ko zavrtim te, slišim barve, vidim sonce. Prepusti se trenutku. Ko te pogledam, zame zapomni takoj. Ko prideš bliže, vidim ogenj v očeh. Ko zavrtim te, slišim barve, vidim sonce. Prepusti se trenutku. To je samo najin ples. Ker 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 to je samo najin ples. Lepo pozdravljeni nazaj in jaz sem že v naši kuhinji pri gospe Marinki Kudar. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako ste danes? Odlično. Odlično, vidim, da imamo tukaj zelo veliko stvari že v naši kuhinji. Pa predlagam, da za začetek kar predstaviva, kaj bomo danes kuhali. Ja, odločili glede na to, da je pač december, se mi zdi, da je najbolj primerna hrana, pač da povemo malo več od kolin. Sicer bo verjetno dosti več kritikov v tem konci, ne, ker če bi to na Primorskem delala, ljudje ne poznajo. Tukaj pa mislim, da kar vsaka hiša oziroma kar vsako, sploh gor iz Knezdola, ki jaz prihajam, kar vsaka kmetija ima koline in to že mislim, da je to res tradicija, ko bo tudi obstala. In jaz, glede na to, da sem rojena na kmetih in sem se že skozi takrat hotela malo zraven mešati, pa zdaj že 30 let v tej gostilnici, ko ponujamo te klobase, jaz upam, da bom znala predstaviti, no, kako se boje, kako se naredijo. Se pravi, ko ste rekli, da tudi mešate, delate tudi sami, Tako. znate delati koline. Absolutno. Wow. Tukaj sem pa majster. Tukaj ste pa majster. tako. Se pravi, kaj ste nam danes prinesli? Kaj imamo tukajle? Takole začela bi z jetrno klobaso. Jetrna klobasa, saj pri nas, saj mogoče bo kdo rekel, pri nas pa tu ne delamo tako, ker se mi zdi, da so res recepture kar dosti različne, ampak pri nas nekako je navada taka. Že prejšnji dan recimo se skuha meso, se pravi svinjske glave, kožice, grline, za krvavice seveda tudi pljučka, jetra in tako, da se to ohladi, da se naslednji dan lahko masa lepo ohlajena zmelje. Prejšnji dan tudi skuhamo, govorimo od jetrne kašo. V našem konci se dela jetrna klobasa absolutno s kašo. Jo operemo, skuhamo, operemo pod hladno vodo, da ni grudic, tako da naslednji dan potem to maso zmešamo. Ja, prvo, tako sva rekla, zmeljemo, dodamo, seveda ne smemo pozabiti, dodamo potem še jetra, ki se prejšnji dan niso skuhala. Potem so pa tukaj zelo pomembne začimbe. Sol, poper, česen, kimna. Ja, za kimno moram reči v našem konci mleta kimna, ker nekateri ne marajo začutiti okusa po kimni, biti pa more. Ja, kar se to vse lepo zmeša in dela klobasa. Seveda za špile so bile, ja, iz mojega otroštva se spomnim, ki še oče tiste leskove veje ne biral, pa smo potem to lupili, pa sušili, pa so bile špile res take, kot morajo biti, zdaj sem pač špila kup. No, na kar se to skuha, velika večina imajo rad hladno jetrno, no, nekateri pa tudi že kar potopli. Se pravi, to lahko imamo kaj bolj kot predjed? V bistvu bolj kot, ker največ se je hladna in to res kot predjed oziroma glavna sestavina na rezku zelo v teh zimskem časi. No, pol, če gremo naprej na krvavico, tako kot sem že prej rekla, sestavine skuhamo prejšnji dan, drugi dan, tako že pri jetrni, dodamo, no, tukaj moramo pa poudariti, da se še doda seveda od začimb
masti prepraženo čebulo, kar dosti čebule. Potem se poleg poper, sol, ne sme manjkati majaron, cimet. Dostikrat dodaja tudi riž? Hvala, da ste me spomnila, tudi prejšnji dan kuhan riž. Zadnje čase smo pa začeli tudi 1/3 naj bi bila tudi ješprenčka zraven, ker nekako vezavo tudi naredi, ne. In mislim, da sem za vse povedala, razen seveda kri, krvavica, kri, ne, da ne bi pozabili na kri. Nekateri prisegajo na pečeno kri, pa potem zmeljajo, pa nas damo svežo tekočo kri. Sestavine dobro zmešamo, evo spet zašpelimo, naredimo krvavico. Pol smo pa že, ne smem pozabiti, da pri vseh teh sestavinih si jih namenila pri obeh, in pri jetrnih, in pri krvavici, več boste dali mesa še poleg tistega, kar sem prej naštela, ali je to obreznine, ali je to pleče, ali je stegno. Več bo tega mesa, boljš bo klobasa. No, ta vrsta mesa je pa seveda osnovna za pečenico. Zdaj, če je to stegno oziroma pleče, je dobrodošlo, da se da še slanina zraven. No, pri tej klobasi je pa glavna začimba samo poper, sol. To pečenico se da tudi kasneje lahko v dim, dobimo dimljeno klobaso. Dimljeno pa lahko kasneje tudi na zraku presušimo, dobimo suho klobaso. No, to so ene te 4 vrste klobase, ko se mi zdi, da tudi gostje največ po njej posegajo in da se to največ povpraševanje. Najboljša prijateljica, najboljša priloga je seveda zelje pri vseh teh klobasih. V našem konci pa matevž. Matevž se mi zdi, da je tisti, ko paše in krvavici, in pečenici, in pri dimljeni, tako da tistega bi pa tudi pol danes mi, ker to sem že delno jaz pripravila doma, da ne bomo zdaj tukaj predolgo se zadržali. Naredila bomo pa z vašo pomočjo, ki ste mi obljubila. Seveda, bomo pa lahko me tudi kar zaposlite. Tako, bomo pa še matevžeka pol naredili. Tu smo pa že tudi prinesla sem v doma kuhan fižolček, že začinjen malo s česnom. Skuhale bomo krompir v kosih, ga solile, dobro pretlačile, zmešale s fižolam, pa ne sme manjkati dobro ocvirki. Dobro ocvirke pa dobiš, če je dobra sveža slanina, trda slanina. Zdaj jo bolj meljemo, včasih smo to na roke tudi kocke rezali. Pri nas mast oziroma se ocvirki delajo samo iz soljo pa iz čebulo. Tako da dobro to rumeno ocvret in to je vsa skrivnost. Ja, super, potem pa predlagam, da se kar začnimo. Začneva. Kaj lahko? Ja, nič, v prejšnji oddaji sem videla, da ste krompir lupila. Sorry, ampak to sem videla. Ni problema. To sem videla, takole. Jaz bom pa, če mi boste pomagale te plošče malo prižgati, tole bomo dali kar v pečico. Katero prižgem? Ja, kar vse bova, kar bova rabila in fižol, zelje, tukaj bova dali klobase kuhati, tukaj bova pa slanino tudi odsvrla, to je to. To je to. Tako. Bomo kar vse, kar ga bomo porabili in za matevžu in za zabelo potem na zelje. Bomo tole vse scvrli. Sol pa bova dali kasneje. Jaz bom malo čebule oziroma tolo čebulo bova narezali samo za zelje, ko ga bova potem do konca naredili. In to je to. Ja, kaj zraven? Zraven seveda pa še ocvirkovka, tukaj so česno kruhki, ne smem pozabiti. Ne smemo pa pozabiti tudi pri kolinih. Absolutno je treba, Marljakova bi rekla, da je treba maščobo raztopiti, tako da smo prinesli še cviček, dolenjski cviček, pa vino Senekovič. Tako, pa začnimo. Evo.
In koliko časa potem recimo pečemo pečenice v pečici? Tako, krvavica se peče dobrih 20 minut, ker tako, kot so prej rekla, osnovne sestavine so dobesedno že riž je kuhan, ješprenček je kuhan, meso, glavna sestavina, kot sva rekla, kožice, grline, glave, to je vse kuhano, razen, tako sva rekla, surovo meso, tako da se 20-25 minut je to čist dovolj. Najlažje se peče takole v pečici, kot bomo danes pekle. Nekatere gospodinje pečejo tudi v ponvi, ampak se zelo rada naredi, da se prej ne smeji, ko jaz. No, tako da je boljše v pečici peči. Dočim pečenico pri nas prej pokuhamo, naknadno jo potem popečemo, dimljeno pa samo pokuhamo. Za jetrnico sva pa že tako prej rekla, da naj bi bila kuhana pa ohlajena, no, pa potem se tudi lepše reže, pa lažje, lepše postrežemo. Vidim, da imamo tukaj tudi za Matevža rdeč krompir. Je tako, rdeč krompir, zakaj ga uporabljam, boljša vezava se mi zdi, da je bolj mesnat pride nekak in se mi zdi, da se lažje veže iz fižola. Takole malo nama bo zmanjkalo. Se pravi, tudi vse sestavine, ki jih imava, so domače. Vse sestavine, jak sem zdaj naštela, naj bi bile, razen seveda meso, nimamo zdaj, imamo dobavitelja, ko je staln, ampak nimamo pa tako, da bi pujseka pa res koline imeli tako, kakor so klasične koline, ampak meso kupimo. Kaj pa lahko recimo še poleg zelja, Matevža recimo ponudimo zraven? Ajdovi žganci, nikjer ne boste zgrešila s tem, če bojo ajdovi žganci, pražen krompir s čebulo, pa kot smo omenili, sestavina je tudi tile v cvirki. Tu bi rekla, da tle pri teh kolenih, ker najbolj se te stvari ponudijo zraven. Seveda je pa zelo dobrodošel kak dober jabolčen zavitek, kakšna ocvirka, kot sem že prej omenila, tudi tiste, ko imamo mieto na vrti, še kakšna mietoka pride v poštev, kakšne pečene jabolke, tako, tudi to je ena taka kolina, bi rekla, res v te pravem pomeni besede, ker se tle pite torte, te sladice tle pa res ne pašejo zraven. Ja, so malo prelahke. Tako. Potem sem pa mislim, se kar najemo od kolin in vseh sladic. Ja, nekateri pač živimo zato, da jemo, drugi pa jejo zato, da živijo, to je čisto odvisno. To je taka tako hrana za delavce. Ja, tako, kmečka hrana na kmetih je absolutno moglo biti to. Na jesenske dni je bilo tudi več dela, pa tudi, da je bilo to kalorična, močna hrana. Jaz se spomnim še moje mame, ko je recimo to sestavino od krvavic, je zalila iz suho juho, je zamešala močnik in to je bila res kalorično tako močna juha, da se je znali narediti, da si mogel malo hitreje hoditi na momente. Tega zdaj zelo malo se to ponuja, oziroma tudi ni povpraševanja po teh juhih. Drugače pa ja, navadne juhice, tudi goveja juhica ali pa mogoče suha juha z prikuho, tle tudi paše zraven. Malo se iščemo, olje tukaj le, ja. Malo smo skrili sestavine po kuhinji, da je bolj zabavno, da ne najdemo vsega takoj. Da jih imate zadalje. Evo, jaz še tole pospravim. Potem vas bom pa mogla že kar malce zapustiti. Prav. Tecajt se bo pa tole pripravila lepo. Pa jaz upam, da vam bo tja do studija malo pridišal. Mislim, da bomo vsi danes lačni. Lahko tudi vmes malo hmjan pridete, saj kruh tlele lahko že tudi kar. Ja, vinček je že tudi natučen, tako da nič vam ne bo naroden. Ne, to pa ne. Evo, takole. Še obrišemo. Pa še predpasnik s namom. Potem gremo pa dalje. Drugače že zelo diši tudi sedaj. Tako da mislim, da je naša prva gostja v našem studiu že kar malce lačna. Hvala. Do konca oddaje bomo pa vsi lačni. Evo, jaz vam prepuščam tole kuhinjo
pa se vidimo kasneje. Prav. Sama pa se bom pridružila že naši prvi gosti v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Kako ste kaj danes? Pozdravljeni gledalci, pozdravljena. Z nami je Katja Mikula, seveda, sem čisto pozabila predstaviti, ravnateljica glasbene šole. Ja, iz Trbovelj. Iz Zdaj so Trbovelj. kar dve gosti iz Trbovelj, tako da ja, smo Danes zasedle je tak trboveljski začetek. Tako. Ja, jaz sem čisto krasno, glede na to, kak lep studio imate in kako lepo že tudi ukrašeno in pripravljeno praznično, tudi ta vaš uvod praznični. Ja, tudi mi doma, pri nas že malo diši takole, sicer tukaj še bolj diši. Tudi pri nas so že okraski, tisti, ki pritičejo adventnemu času, pa Miklavžu. Tako da ja, zelo dobro se počutim tudi na naši šoli, v glasbeni šoli Trbovlje smo že okrasili hodnike. Letos smo bili malo ekološki, sem se potrudila in celo leto pridno zbirala odpadne, ko bi rekla, ponesrečene kopije not in naredila take lične okraske, ki sedaj krasijo naše hodnike, lučke. Smrekica je že tudi pripravljena, tako da otroci, starši, ki prihajajo v šolo, se počutijo praznično že sedaj, ker se morajo, ker konec koncev tale december bo za našo šolo kar pester. No, pa december seveda vedno tudi hitro mine, tako da tudi jaz osebno sem mnenja, da je treba kar zgodaj začeti, ker še prehitro je potem treba tisto smrekico pospraviti in vse te lepe okraske, ampak jaz sem res velik navdušenec nad decembrom. Ja, res tako je. No, preden pa da dobra začneva, naj povem še naše nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje je, kateri instrument igra naša gostja tukaj v studiu. Nagradice seveda podarja Steklarna Hrastnik in to so tele prelepe posodice na mizici. Spodaj imate izpisano številko, tako da kar pokličite. Midve pa bova začele. Začneva kar z glasbeno šolo. Kakšen je bil letošnji vpis v glasbeno šolo? Ja, moram se kar pohvaliti. Letos smo tisto leto, ko dejansko imamo čist vse inštrumente in vse programe zapolnjene do zadnjega kotička. Bom rekla, še kakih 5 let nazaj smo se soočali s krizo in ta socialna nota običajno vpliva tudi na to, ali starši potem omogočijo otrokom vpis v glasbeno šolo ali ne, ker na koncu koncev se vemo, tisti minimalni prispevek, ki ga pa morajo plačati, včasih tudi preveč, če zaslužka ni, če služb ni, če enostavno pogledamo skozi vsak dinar, kam ga bomo vložili. Ja, zdaj so se pa stvari zelo popravile, tako da že lani je bilo lepo, letos pa sploh, tako da v našo glasbeno šolo hodi kar 312 učencev, od tistih najmlajših predšolskih programov, se pravi plesne pripravnice in predšolske glasbene vzgoje, potem glasbene pripravnice, tudi plesne pripravnice 2 in 3 in potem seveda od 1. do 8. razreda vsi inštrumenti. Tako kot sem rekla, res letos smo lahko zadovoljni, ker smo tudi tiste, bom rekla, malo deficitarne inštrumente, ki vsako leto tudi tukaj v vaših studijih jamramo, da jih primanjkuje, pa da si želimo več opisati. To so ti orkestrski inštrumenti, trobilni, pihalni, ja, tudi to se je letos zelo zapolnilo in lepo je videti nasmejane obraze teh otrok, da so zadovoljni, da so si tudi sami, ne da smo jih mi nagovarjali, ampak res, da so si sami izbrali inštrument, ki jim sede, bom rekla, in so potem tisti navdušenci, ko radi vadijo, ko radi igrajo, ko radi nastopajo, že tisti proti ta mali prvi, drugi razredi. No, kot ravnateljica je to sigurno zelo lepo videti. Tako da predvidevam, da več učencev je potem morda pritiče tudi več dosežkov, uspehov. Kako je vaša šola v tem letu oziroma prejšnjem? Ja, zdaj ne bi rekla, da je ravno kvantiteta pogoj za kvaliteto. Moram reči, da smo se tudi prejšnja leta, ko smo se soočali, tako sem rekla, s to krizico, vseeno bilo kar precej dosežkov in so se vseeno otroci, tisti, ki so se odločali za razna tekmovanja, pa te javna izpostavljanja na revijah, vedno dobro odrezali. Je pa res, da tisti najbolj množični
del naše šole, govorim pač o številčnosti otrok glede na oddelek, je ples in letošnje šolsko leto, ker veste, mi dvakrat praznujemo leto. Prvič je 1. september, drugič je pa ta, ki se zdaj bliža 1. januar. Ja, in mi štejemo pač ne toliko koledarsko leto kot šolsko leto in ja, letošnje šolsko leto so dobro začele naše plesalke. Res, da so bili izbori za ta tekmovanja, na katera so se uvrstila dekleta, že v prejšnjem šolskem letu, se pravi v spomladanskem času, in moram reči, da to so res kar težka predizborna obdobja, ker tja pride tudi 130-160 plesnih skupin oziroma se tam potem na območnih in medobmočnih izborih selektorji odločajo, koga bodo potem spustili naprej na tekmovanja. In moram reči, da z 2 skupinama smo šli in 2 skupini, se pravi 100% izplen, smo šli naprej. Tako da ta mlajša skupina plesna se je uvrstila potem na festival državni Pika Miga v Velenje. Dosegle so zlato priznanje, bile so zelo vesele, čeprav to so malo mlajša skupina, res so imele tremo, so mi priznale, ampak ja, mentorica Kaja Janič jih je zelo pohvala in rekla, da res so dale maksimum od sebe. To je bilo že oktobra, novembra so šle pa, to je pa že bolj, rekla, festival, ki vključuje tudi zraven določene oblike delavnic in predstav plesnih in tudi tujce, ki prihajajo. To je večdnevni festival Živa, posvečen Živi Krajger, veliki slovenski sodobni plesalki, ki je pravzaprav tudi ena tistih, ki je dala temelje sodobnemu plesu, in ta sodobni ples, ki ga mi izvajamo, je naslednik njene šole. No in ta festival Živa 2018 se pa potem te starejše predstavljajo od 12 let naprej. Tam bom pa rekla, tam je pa že, tako malo bom grobo rekla, mesarsko klanje. Tam so pa res iz cele Slovenije špica, top skupine, starejše, tudi taki, ki se že usmerjajo potem v profesionalne vode naprej. In moram reči, tudi tam so dosegle zlato priznanje in sem bila izredno vesela in izredno ponosna. Tako da upam, da s tem tempom naprej, in so mi že potrdile in obljubile, sploh te mlajše plesalke, zelo rade grejo tekmovati tudi na Opus 1. To je pa prav tekmovanje parov in individualnih plesalk, ker jih je zelo potegnil in že tako vprašam, kako pa je, kako pa delate, kako pa je gor v učilnici oziroma v dvorani, kjer imamo plesne vaje. Ja, jaz bom šla tudi na Opus. Mislim, ni lepšega kot to, da vidiš, da starejše že prenašajo na te mlajše generacije tisti entuzijazem in veselje in željo po dokazovanju, pa ne v smislu tekmovanje je prva in zadnja stvar na svetu, ne, ampak napredujemo, vedno boljši smo, imamo kaj pokazati. No, to so zares zelo lepi dosežki za vašo šolo. No, ampak vaša šola pa sodeluje tudi z ostalimi javnimi zavodi v Trbovlju. Na kakšen način imate to sodelovanje? Ja, v Trbovljah moram reči, da smo kar zelo povezani. Tudi jaz sama osebno se zelo trudim, da te povezave vzpostavljam, ohranjam oziroma da smo v dobrih odnosih. Še najbolj res, da s šolskimi, se pravi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, in to od najnižjega nivoja z vrtci do najvišjega, do gimnazije, srednje strojne, tehnične, pač ker smo v Trbovljah bolj locirani, pa tudi z društvi. Tako da mi vsako leto pripravljamo za vrtce posebne predstavice, tudi recimo smo že imeli na obisku vrtce Barbara in Ciciban, so prišli prav v našo dvorano, smo jim pripravili manjši nastop, to je bilo nedavno, 14 dni nazaj. Prihodnji teden bomo šli pa mi na obisk k najmlajšim, se pravi dvoletniki, malčki, še plemičkarji, pripravimo tak ljubek program. Naša učiteljica Tanja Božiček-Simnovčič se vedno domisli kaj novega, tako z lutkami, zato da jim je to prijazno, da ni samo to neko suhoparno igranje pesmic, ki jih sicer poznajo, otroških, Janeza Bitenca in tako naprej. Običajno grejo igrati to tisti naši najmlajši prvočki, ki grejo zelo radi, ker se spomnijo svojih vrtičarskih dni in vzgojiteljic. Je pa potem tako, da veliko sodelujemo z osnovnimi šolami. Imamo tudi vsako leto matinejo, konec šolskega leta, maja samo za njih. Tudi dobro sodelujemo z osnovno šolo Trbovlje, kjer gospa Alma Knaus svojo
gledališko skupino Špilčki krasno pripravi predstavo, mi jo samo glasbeno opremimo in potem vse skupaj pripravimo za odrsko predstavitev. Lani smo, bom rekla, šolsko leto, to je koledarsko leto, sodelovali tudi na Tednu kulture, recimo, ki ga pripravlja JSKD, točno to glasbeno predstavo, to je bila Do re mi note znamo vsi, predstavili smo tudi učencem. Pa nekako sem si za prihodnje leto, ko bomo mi, glasbena šola Trbovlje, jaz še ne, tako malo praznovali 80-letnico ustanove. Ja, moja želja je bila, da povežemo vse glasbenike naše doline, te, bom rekla, stopnje, ki jo mi pokrivamo, se pravi, od najmlajših predšolskih do gimnazije. In bomo naše orkestre, ki jih ni malo, jih je 5, se pravi godalni, pihalni, harmonikarski, orfov in kitarski, bodo pokrili točno 5 inštitucij, ki jih imamo, vrtec, osnovno šolo Trbovlje, Tončka Čeč, Cankar in pa gimnazija z njihovimi zbori. In imamo že izbor skladb pripravljenih, tako da naš hišni skladatelj, moram se pohvaliti, da imamo pač na naši šoli mentorja, učitelja Igorja Podpečana, nam bo pripravil pač določene aranžmaje in bo potem to za obletnico, za tisto slavnostno akademijo, kamor ste pač tudi povabljeni, vi kot televizija, ja, takrat bojo pač to tudi predstavljali. No, pa tu eno aktivnost, ki jo imate že pripravljeno v bistvu za naslednje šolsko oziroma koledarsko leto, smo že omenili, to je ta 80-letnica. Kaj pa še pripravljate, seveda sedaj decembrski čas, zagotovo imate kaj pripravljeno kot glasbena šola? Seveda imamo, ampak nismo še končali z 80-letnico. Niso še končali, okej. Ne, jaz sem pač povedala o slavnostni akademiji, ki jo pač združujemo z zbori naše Trboveljske doline. Ja, mi bomo imeli še 2 projekta v okviru 80-letnice in prvi bo že februarja v mesecu kulture in sicer združujemo moči z našo knjižnico, knjižnica Tone Seliškar Trbovlje. Oni bodo pripravili tekstovni del in naslov te prireditve bo Beseda, brana in peta. Zakaj peta? Ker ta del, pevski del naše šole, bodo predstavili pevci, bivši učenci, ki so zaključili 6. letnik, vse 3, zdajšnja in 2 bivši učiteljici petja naše šole in pa tudi zbor, mešani pevski zbor Prosavus, zelo uspešen, tudi že nagrajen z našim bivšim učencem Aljažem Bastičem. On je bil pri nas res tak multipraktik, pianist, pevec, kitarist, tolkalec, velikokrat tudi voditelj v vaši vlogi na naših prireditvah in iz tega pač ta njegova medijska usmeritev poklicna. On bo pač sodeloval tudi s svojim zborom, zato ker je kar precej teh zboristov, naših zdajšnjih in bivših učencev. Tako da to, oni pa praznujejo, naj še to povem, 10-letnico pevskega oddelka na naši šoli, tako da 110 let knjižničarstva, 80 naše šole in 10 pevskega oddelka in bo res se že pripravila en tak čudovit, res kulturno bogat, tekstovno in pevsko bogat večer. Druga stvar, ker moramo pa tudi ples, tem, ki so prej govorile, pokriti bo pa beseda in ples, to pa naša učiteljica Kim Kern Kukovič pripravlja, ki pride z porodniške nazaj, se dokončno domenimo kako in kaj. To je pa potem drugi projekt, ki bo pa aprila. No, zaključek, pa seveda tudi vljudno vabljeni vsi današnji gledalci, pa tudi poslušalci, če kdo takole kuha kot naša gostja, pa bolj posluša. Ja, to bo pa potem maja, tista glavna obletnica. Ja, zdaj pa december, ne, ker smo že tako lepo. Seveda, prazničen čas. Ja. Mi vsako leto logično tradicionalno pripravljamo božično-novoletni koncert. To so že izpred let nazaj, ko je to na naši šoli zaživelo kot prek Zavoda za šolstvo projekt, inovacijski projekt. Mi smo takrat začeli to malo drugače gledati, ne samo tisto strogo božično-novoletnih skladb en kup in to je to. Ne, mi smo takrat začeli hoditi po svetu, spoznavati različne kulture, različne stile glasbe. Oblikovali smo pravzaprav ene cele prave projekte v smislu, da to ni bila samo glasba in ples, ki ga pokrivamo mi, ampak se je recimo vključil tudi Mladinsko gledališče Trbovlje, pa smo imeli pač njihove člane, ki so dramsko zadevo popestrili, vedno je scensko zadeva oblikovana, ali je to projekcijsko, ali tudi kako drugače. In tudi letos ne bo nič drugače. Malo vas bomo popeljali po svetu z glasbo, tako da mogoče, če kdo pričakuje, da bodo samo božične skladbe, boste malo presenečeni. Ne bo samo to. Spet logično se predstavljajo vsi naši orkestri, vse plesne skupine, nekaj tudi komornih skupin.
Jaz sem zelo vesela, kot sem prej rekla, naš Igor Podpečan vodi že nekaj let narodno-zabavni ansambel in tudi oni se vedno vsako leto predstavijo. Res do vsakih par let je treba, ko se generacije zamenjajo, pomladiti in res letos prihaja mlajša generacija te zasedbe in me veseli, da ti mladi glasbeniki potem to tudi peljejo naprej in res je izhodišče tudi recimo koncert, božično-novoletni, zaključni koncert, ko ti otroci nabirajo kilometrino v Delavskem domu Trbovlje na velikem odru pred množico publike, ker vemo, da ta dvorana sprejme skoraj 500 obiskovalcev in božično-novoletni koncerti so kar polni in dva sta, letos bo to 19. in 20. december ob 19. uri, tako da tudi tukaj vljudno vabljeni, vstopnice so že v prodaji na blagajni Delavskega doma. Ja, otroci nabirajo za svojo odraslo dobo kilometrino, zdaj marsikdo se usmeri pa tudi, ali gre v godbo, ali v kako, bom rekla, zasedbo zabavne glasbe, narodno-zabavne glasbe, so zelo aktivni. Sem pa tudi vesela, ker naši bivši učenci pridejo pomagati v vse naše orkestre, vse naše zasedbe, tudi potem, ko že zaključijo šolanje pri nas. No in tudi vi ste, morda niste bila ravno učenka, to ne vem, šole, ampak boste tudi vi sodelovali, je tako? O ja, to pa vsako leto. Ja, ja. Ja, ker igrate tudi en zelo lep inštrument. A ga smem povedati, ker je to nagradno Ja, vprašanje? seveda, lepo prosim. Ja, no, ja, jaz sem drugače v osnovi po profesiji violinistka, pa kasneje šele sem se malo v menedžment usmerila, pač študirala tudi specializacijo iz izobraževanja menedžment. Ja, ampak pač violina je moja ljubica in s to violino potem veliko sodelujem v našem godalnem orkestru. Moja kolegica Maja Lebar-Kotar kot dirigentka, kateri sem prepustila pred leti dirigentsko paličico in orkester, prej sem ga jaz vodila leta in leta, ja, me vedno porabi. Ja, lani pa letos pa ne bom violinistka, ampak bom violistka. Tisti, ki bolj poznajo ta inštrument, malo dalje gori v peči, pravijo. Ampak to je bolj šala kot zares. To je čudovit inštrument, altovski inštrument, globlji, tudi nižja oglasitev je, drugačna oglasitev, tudi ključe, tisti, ki se bolj na glasbo spoznate, boste vedeli, je drugačen, je treba malo se pozabavati z branjem not. Je pa tako, na temo violistov pač žal krožijo šale, takšne in drugačne in zelo veliko jih je. In potem jaz pravim, ko pridem na orkestrske vaje z violo, no, zdaj pa ravnateljica igra violo, tako da do konca decembra, ko bomo zaključili s koncertom na odru, če se kaj zgodi, je vse upravičeno, ker je violistka. No, kaj pa vaši učenci pravijo, oziroma učenci šole, da ravnateljica igra z njimi? Tako, ko pridem na vaje naših otrok, sploh tisti mlajši, ko še ne vejo, da pridejo. Ja, ker to ravnateljice so strah in trepet. Pogledajo, ja, kaj bo pa zdaj. Ampak na koncu se izkaže, da jaz nisem noben tak bav-bav, da znam biti celo zelo zabavna. Včasih celo, pa ne v napačnem smislu, ne misliti otroče, ampak pač se poistovetim rada z otroci, skušam iti z njimi v korak, v razmišljanju, v načinu delovanja in jih razumem, s kakimi težavami se soočajo, ko pridejo sploh najmlajši prvič v tak velik sestav, v orkester, kako težko je slediti dirigentu, kako je težko poslušati vse ostale glasove in potem, ko je ravnateljica, ups, jaz sem se pa tudi nekaj zmotila. Ja, to je pa fino, ne? Tudi odrasli smo zmotljivi. Tako, pa, ja. ko jim mogoče ponudim kako oporo ali pa pomoč, ne, sej tudi, če kaj ni šlo, le preskoči pa pojdi od tam naprej. Aha, nič hudega, če se je nekaj zgodilo, saj se bom znajdel, ne. In to mogoče v tistem trenutku še največ pomeni, tudi naša dirigentka Maja je zelo vesela, ko pol pridem, lažje steče vse skupaj, ne. Sva potem dve na vajah in gre hitreje. Saj potem nisem sam jaz, potem prideta še ostali obe kolegici z godalnega oddelka in potem nas je malo več in dejansko dobijo otroci tisti občutek samozavesti na odru, aha, imamo podporo, se bo fajn slišali. No, seveda pa tudi vsakdo ne igra z ravnateljico v orkestru. Pihalni orkester nima nič kaj veliko koristi od mene, ker razen, da pač v moji družini imam sestro pa svaka, ki sta pihalna inštrumenta, ne znam pihati nič. V harmonikarskem orkestru, razen, da jih zelo, zelo rada poslušam, ker so res izvrstni naši harmonikarji,
tudi ne bom znala kaj veliko narediti. Mogoče bi se znajdla pri kakem Morfovem inštrumentu, to bi še mogoče šlo, pri kitarskem pa razen, da vem, koliko strun ima, da jih ima več kot violina, da jih ima 6. Se zaključi tukaj. Ja, tudi rada pa pridem tako, kdaj pa kdaj vmes, ko imajo vaje. Nam rekla, da sem tista vestna ravnateljica, ki na hospitacijah zapisuje stvari in potem modruje zraven. Jaz rajš pridem tako malo slučajno, nenapovedano slučajno, ker prinesem kako stvar dirigentu, ker prinesem kako stvar učitelju, ker se imam kaj za pogovoriti tisti trenutek z učiteljem, potem pa no, dajte zaigrati in ko jih zaigrajo, ali pohvalim, ali pa rečem, ja, to bo še treba malo spilta, ne, saj naslednjič, ko pridem, bo pa boljš. In potem niti nimajo občutka, da je karkoli bilo narobe tako zelo, da se ne bi dal popraviti oziroma da je bilo to nek nadzor v smislu ocenjevanja, ker takrat pa vemo, da otroke dostikrat stisne in ne glede, da sem šolnica, da sem pedagoginja, meni ta ocenjevanje v smislu rangiranja nikakor ne sede, ne. Ker vemo, danes so otroci s takimi in drugačnimi težavami in meni je vsak otrok pomemben. Tudi tisti najboljši in tudi tisti, ki imajo mogoče določene specifične težave, pa se mogoče na sprejemnih preizkusih s posluhom to niti ne poklapa in potem ugotoviš, otrok je imel posluh, ima pa druge težave. Ampak zakaj? Če je že pri nas, dajmo se potruditi. Mislim, da čisto vsak si zasluži priložnost in na koncu koncev se izkaže, da glasba je poleg tega, da nas razvedri, da vpliva na naše počutje tudi zelo terapevtska in vpliva na razvoj mladih, malih možganov teh otrok, ki pa mogoče imajo kakšne pomanjkljivosti, ki jim pač narava ni dala vsega tako, kot je mogoče komu drugemu, ne. No, pa ker nama že malce zmanjkuje časa, bova omenili samo še eno vašo drugo strast, poleg violine, da rečeva še ene 2 besedi o vas. Namreč doma imate ene prav posebne živalice. Ja, to je pa moj hobi, kinologija. Začel se je pred 10 leti, ko smo se odločili po dolgo časa razmišljanja in obiskovanja razstav pasjih, da bi pa tudi mi imeli kužka. No, jaz s frizurom nisem ravno domača, dolgo dlako ne morem imeti. Nimam veliko časa za kopanje in friziranje in tako naprej, se pravi, to mora biti nekaj takega nezahtevnega. In potem, ko smo ugotavljali in iskali in hodili na razstave, smo se ustavili na korsingu. To je pa tekmovanje hrtov v teku. In tam ne tisti veliki in z dolgo dlako in tak in drugačni, ampak oni najmanjši italijanski mali hrti so meni kupili srce. Da prvi prišel v hišo Hal, zdaj bo star 10 let prihodnje leto, malo kasneje pa še Roma, naša vzrejna psička, ki jo moja vzrediteljica, kolegica Mojca Svetličič pač jo ima v solastništvu, bom rekla, mi jo je kar malo podarila, z njo smo tudi zelo, zelo uspešno tekmovali, je večkratna šampionka in tudi na svetovni razstavi je bilo v razredu šampionov potem kot psička druga. Jaz sem bila takrat neizmerno ponosna v Leipzigu, v Nemčiji. Tako Hal je bil majčken manj uspešen, pač pri njemu majčkeno hibo malo je preveč zrastel, ampak je pa čudovit karakter. To ne vem, če bomo še kdaj imeli kužka tako. Bil je pa on res tak karakter, da je bil tudi tačka pomagačka nekaj časa in je pomagal otrokom, še zdaj jih ima blazno. Tako da ja, to je pa tisti moj drugi hobi, ki mi pa vse vikende pravzaprav pobereta, ker veliko potujemo, sploh na razstave, veliko hodimo, tudi na kako paritev smo že šli daleč. Kaj pa pravijo na violino in kdaj kaj zaigrate, poslušajo? Ja, sploh Hal je na začetku veliko hodil v glasbeno šolo z mano. In je bil tudi na vajah zraven in njemu to nič narobe ne hoče, če kdo kaj igra zraven. Konec koncev moj partner igra tudi pozav na prvarlekih in tudi pozavno je že mogel poslušati, tisti je bilo malo hujš. Tako da ja, sta navajena vseh možnih in nemožnih zvokov in glasbil in tako bom rekla, sploh Roma, ki je bila mlajša, ona je bila bolj živa, no. Ona je lezla recimo kolegici Nini, ki smo imeli, sem pač imela pred leti tudi godalni orkester za Savski pokom in Omoso in smo imeli vaje in je lezel potem naši čelistki Nini na čelo gor, oziroma Roma je lezla gor in pol smo rekli, ne bom več sabo pripeljala, ker pa ni mira, ne vem, kaj dela ni bilo. Potem so vsi za kuši ukvarjajo. Kuški ukvarjajo bolj pa z igranjem, tako.
No, pa da za konec še enkrat povabiva naše gledalce na ta decembrski vaš koncert, tako da če še enkrat poveste, kje se bo dogajal, kdaj, ob kateri uri, kje lahko kupijo karte. Tako, ja, še enkrat vljudno vabljeni, 19. in 20. december, Delavski dom Trbovlje, gledališka dvorana, ob 7. zvečer. Vstopnice so že v prodaji na blagajni Delavskega doma, pač žal zakonodaja je taka, da mi se s tem ne ukvarjamo več, s prodajo vstopnic. Je pa tako, ne, morate čim prej priti, ker je kar hitro razprodano. No in te božični koncerti so zares lepi, vaš bo tudi malce poseben, ne samo božičen, ampak še kaj drugega, tako da če čez leto niste hodili na nobene koncerte in bi se daj malo želeli združiti, je to definitivno pravi koncert. Najlepša hvala vam za tale nadvse zanimiv pogovor, tako da upam, da se še vidimo, pa če nam uspe, upam, da nam uspe priti na koncert. Hvala za povabilo. Ja, kolikor vem, vaša televizija bo tudi pol posnela tole, tako da januarski čas potem bo tudi kaj po televiziji za videti. No ja, jaz sem ravno tega, jaz sem malce dlje, ampak upam, da se bom potrudila, nič ne obljubim, ampak res bi želela slišati, ker verjamem, da so vaši učenci, glede na vse dosežke, vse uspehe, ki jih imate, mislim, da bo to res prečudovit koncert. Hvala. Najlepša hvala. Mi pa sedaj si privoščimo en krajši odmor, tako da kar pojdimo na reklame. Lepo pozdravljeni nazaj, evo, zopet sem v naši kuhinji pri gospej Marinki, tako da sedaj si bomo pa majčkeno vzeli čas in povedali kaj več o vas. Odkot prihajate? Ja, tako sem že prej omenila, iz vasi Knezdolj. Verjetno bi tudi lahko dala nagradno vprašanje, po moje ne vejo vsi, kje je tale naša vas, ampak res vam... Pomalo opišiva, kje je. Res vam moram povedati, da to je ena lepših vasi. Na kraj Trboveljske doline, tale naša gostilnica, iz koder jaz prihajam, je v vznožju te vasice. Od nas so krasne poti na Sveto planino, na Vrhe, na Javor, Kal, Mrzlica. Mislim, da je nekje od 200 do 250 prebivalcev, vsi delovni, pridni, čudovite kmetije. Moram vam povedati, da je dosti tudi že SP-jev, podjetnikov in dosti ljudi iz Knezdola bi mi potrdili, da se da tudi z Knezdola djelč, Marička, da se da tudi z Knezdola djelč videti. Kadar govorim od Knezdola, ne vem, zakaj sem čustveno, jaz sem se tukaj rodila, jaz bom tukaj umrla, meni je Knezdol lep, meni je ta vas res malo čarobna, mogoče pa malo pretiravam. V glavnem rada tukaj živim, rada imam sosede, rada imam te ljudi. No in tam imate tudi tole svojo gostilnico Brin. No, to gostilnico, ki sem omenila, bo pa 30. leto teče, odkar smo družina, ki se ukvarjamo z gostinstvom. Prej so moji starši dajali lokal v najem. Ja, na hitro smo se odločili, oba z moža sva rekla, dosti je bilo pisarn, greva v gostilno, ampak mogoče ta odločitev bila hitra, ker nisva vedela, kaj nas čaka. Tako da smo potem mogli celo družino opeti to, zdaj sicer je že in mož upokojena, dejavnost prevzela hčerka, imamo fajnega te mladega, ko je veliko dela, vsi sprememo za del, tudi sin, ki sem drugače vozil v Ljubljano v službo. Gostilna, ja, tako je, tam okrog 120 do 130 ljudi, kaj naj rečem. Kakšno hrano, kaj ponujate? Imate kaj sezonskega? To bi vam rada rekla, ja, zdaj te koline, ki sem vam predstavila, drugače pa tako, sva rekla, sezonska hrana. Na polet, recimo, bolj ribice, bolj te morske zadeve, zdaj mladi, no pa tudi tisti, ko mečken bolj pogledajo na zdravje, zelo velike teh fit krožnikov, zelenovnih, solatnih krožnikov. Kuhna je
bolj tradicionalna, bom rekla, imamo pa se trudimo, da je okolica tudi urejena, no to zato bolj mož poskrbi za dostavo, gleda, da je poln kevder, mi bolj za hrano, on skrbi za rožice, mi skrbimo noter za lokal. V glavnem, tako je, če imaš 30 let gostilno, dejansko je treba nekako, da smo kar vsi člani, imamo vsak svojo funkcijo, vsak svoje delo, dva zaposlena še zraven, ja, pa tako je, kadar je res, tale december se zdaj lepo obeta, pač vsi, mi rečemo, zagrabimo. Tako. Pa gre, ja, lušen je. Ja, No, lušen seveda, je. vi ste, kot ste sedaj rekli, zdaj vaša hči vodi gostilno, Tako. ampak je kar težko izpreči, kaj ne? Če ste toliko časa Ja, že vodili. nekaj cajta govorim, da bi rada, ampak pravijo, mama, ne bo šlo, ne? Ne bo šlo. To je dostikrat, ja. ja. Ti kar lepo še naprej tule furi, tako si do zdaj. Res bi mogla tukaj danes hčerka stati, ampak tako je rekla, ti si bolj tako ne znaš, bolj rada govoriš, čeprav imam zdaj malo treme, ampak vseeno mislim, da bomo tule tako predstavili, da bojo tudi tisti, ki še niso bili v našem konci. Res bi še enkrat rekla, ta kraj je res lep, vzemite si čas, pridite, lepe poti, polet, narava, mi imamo letos smo tudi, da se še, če imam že priliko govoriti, pohvalim še z eno novo pridobitvijo, imamo eno halo od 80 do 90 gostov, lahko gostimo, ampak to je bolj letna zadeva. Potem noter pa prostora, tako se rekla, en prostor tam nekje do 40, pa 30, tako da se recimo kakšne poroke, zaključene skupine, pa to, Obletnice, ja, tako. obletnice, konc tedna, mečken bolj, tako da ja, po 30 letih ne bi šla nikamor več drugam, tukaj sem in tukaj bom ostala. No, in vaša gostilnica prireja tudi kakšne dogodke, druženja, ker ste majhna vas, predvidevam, da se vsi med seboj poznate. Ja, vem, ste me napeljala, ne, tisto, kar sem vam že prej rekla, ne, da bi rada povedala. Ja, zelo ponosna sem na to prireditev, ki jo imamo vsako 1. septembrsko nedeljo. Srečanju teh krajanov, ko sem jih prej tako lepo hotela opisati. No, letošnjo leto, ker ja, je seveda odvisni smo od vremena, ker tu se kar veliko število ljudi udeleži, ampak na hitro vam bom povedala, kaj smo letos vse doživeli. Sem tudi članica aktiva kmečkih žena. Moram povedati, da so fajn punce, pridne, da se zelo rada hodne, če seveda del dopušča. In na tolo letošnjo prireditev so skupaj stopile, smo malo društvo tudi predstavili, so nam skuhale bograč, fantje so pršička pekli, prši so konjeniki, prši so celo skočijo, tako da smo zbrali najkrlca Knezdola, smo jih ženo popeljali vožnja po Knezdolu. Potem smo imeli folklorno skupino, Joži Brečko, čudovita skupina, ki so plesali, da so res se ne ploskali ljudje. Pol smo kostce imeli, ko so nam malo prikazali, kako je bilo to, ko so na roke kosili, kako se tudi še klepali. Potem smo imeli po vseh, seveda vroča oziroma rdeča nit vsega tega je srečolov, da tudi mladina uživa. Pol imamo pa, ja, predstavimo pa, letos smo imeli vsak let, letos je bilo 13-ič, no, moram reči, in vsako leto imamo eno temo, ne, lani so bili slamniki, leti so bile pletjanke, prejšnjo leto, ne vem, staro orodje. In je res zanimiv s tem, da moram reči, da imajo tudi ženske, imamo naj košaro, naj pridelek, naj bučo, naj čebulo, naj krompir in tega se res tukaj ne bere, da uživamo, moram reči, res. Jaz, tle si pa moram reči, ponosna, da nam tole nekako porata, pa vidim, da tudi čez dalje raj ljudje pride. Tako da res knežani smo ljudje, tako sem prej rekla, res so pridni, res so delovni, res so pošteni. Je pa res zanimamo, ne gasilskega, nažalost tudi ne trgovine, pa cerkvice in pač se moramo nekako takole... Je gostilna neka glavno dogajanje. Ja, pa da ne pozabim, oprostite, ko skačem, da ne smem pozabiti, ko sem omenila cerkvico, da imamo pa zdaj tudi enega posebnega gosta, ko vse to, kar smo zdaj to prireditev, pa te dogodke povezuje, to je naš gospod župnik, drugo leto, mislim, da je v Trbovljah in se zelo rad udeleži takih prireditev, zelo povezovalen za verujoče, neverujoče, vsi enako, nam zapoje, nas zabava,
dekleta ga še gledamo rade, ker je strašen čeden. seveda. Tako da ja, lejte, jaz bi rekla, že zdaj bi rekla, hvala za vsa leta nazaj, ko me podpirate v tem, ker tle more pa res cela familija, ker Vrnke je kar tak projekt, no, pri vsem tem, kar sem vam povedala, kaj vse se dogaja. In ja, nič, kar naprej bomo furali, dokler bo, ne? Ne Ja, seveda. bomo nahali. Ne, No, tako. definitivno treba nadaljevati. Tako. Jaz vas bom sedaj pustila še naprej pri kuhi, če so Prav. pa kaj pozabili, bova pa povedali še kasneje. Prvo, hvala. Tako. Sama pa se bom pridružila našemu naslednjemu gostu v studiu. Lepo pozdravljeni, gospod Kevin Koradin, ko sem prav naglasila? Sem. Lepo pozdravljeni. Pa predvidevam, da je najbolje, da začneva kar na začetku. Morda malce opiševa tisto preteklost, potem pa se bova bolj osredotočila na sedanjost. Se pravi, vi ste v zgodnjih 90-ih letih, se pravi, ustanovili to skupino, ki pa je delovala, se pravi, do leta 96. To je bilo obdobje 6 let. Torej tako, ja. To so bili te povoji, začetki slovenskega roka, ni bilo še dost navade, niti albume snemati in tako. In so se začeli tudi te festivali Novi rok v Ljubljani, ki se je odvijal v Križankah, Slovenija rok v Mariboru, ki se je na štadionu takrat starem odvijal. In takrat smo imeli to prvo skupino in dejansko smo že želi neke prve uspehe, ampak nekako sem imel to željo, da bi šel v tujino, da bi poglobil to svoje znanje, da bi videl, kako to funkcionira izven Slovenije in sem nekako pol to zadevo opustil in spoznal enega gospoda, ki je imel en ogromen studio v centru Amsterdama in sem nekako začel razvijati bolj ta talent, da pišem pesmi, bolj ta avtorski talent in sem se takrat preselil pol tja in to je bilo tudi konec Revolverjev in takrat se je začelo zame tudi novo obdobje, spoznavanje ne samo rock glasbe, ampak Pa ste se ravno v Amsterdam na Nizozemsko preselili zaradi tega gospoda, ki ste ga spoznali, ali je bil Amsterdam neka vaša želja? To je bila ena konkretna možnost, želja. Mislim si pač želel nekam na zahod. Takrat so bile še zelo velike razlike med Zahodom in Slovenijo. Zdaj, danes tega ni več, ampak takrat v tistih letih, 97-98, je bilo to zelo občutno, ko sem prišel tja, da sem prišel, bi rekel, ko z ene vasi. Tako da je bilo kar nekaj časa, da sem se malo prilagodil na način življenja, na ritem in vse skupaj. In tam sem začel spoznavati vse različne stile glasbe. Delal sem ogromno že tudi z R&B izvajalci, z temnopoltimi izvajalci, kar tle pri nas sploh ni obstajalo. Tako da je bilo eno obdobje, ko sem bil edini belc, recimo. To je bilo tudi šok. Zanimivo. Ja, tako da, ja, no. No in tam je potem tudi nastala vaša uspešna skupina. In tam sem potem tudi formiral to skupino Tide in namreč imeli smo studio na razpolago, da takrat, kadar se ni uradno delalo, sem lahko to za svoje projekte uporabljal. In smo potem posneli tam tudi neke albume in ko sem imel vsega zadosti, ker na konec koncev si pa vedno gastarbajter, Ker pač stvari vzamemo, nikoli nisi zares doma, in ko so tista mladostniška leta minila in žuranje ni bilo več tako zabavno in vse to skupaj, sem začel pogrešati malo tistega občutka, da bi bil artistično prisoten tudi doma, v svoji državi. In takrat sem se pol vrnil in smo izdali tudi pač ta prvi album, 7 Days, takrat še v angleščini smo delali, ker vsem so bile še neke, bom rekel, ambicije s tujino, Nismo gledali, da bi samo za slovenski trg, ampak tako, da bi za celo Evropo delali in je bil boom, tako album je bil razprodan, smo imeli ponatis in veliki koncerti, spomnim, takrat smo imeli takoj turnejo Siddharto, pa z Iron Maiden smo na stadionu igrali in cel kup, v glavnem je bil full boom in stvari so tako zalaufale, da smo imeli čez 2 leti drugi album, ki je bil spet razprodan in sem ostal in tako se je nekako nadaljevalo. In kdaj se je potem nadaljevala ta pot iz skupine, ker potem ste šli na samostojno pot? Leta 2013, ko smo četrti album takrat zaključil, ko sem ga tudi snemal na Nizozemskem,
smo imeli en koncert takrat v Hali Tivoli z Slashom, ne, torej ex Guns N' Roses. In koncert je bil fenomenalen, ne, ampak takrat sem začutil, da se mi zdi, da sem dosegel s tem bendom tisto, kar se je dal doseči. In sem imel to željo, da bi se preizkušal malo v drugih žanrih še. Glede na to, da sem odraščal s pop glasbo, da sem v 80-ih, ko je bil ta New Wave, New Romantic movement, pa se v bistvu skupine, kot so bile Spandau Ballet, Duran Duran in vse to, nekako sem imel to željo, da bi tudi pop glasbo začel ustvarjati. No. Zmer mi je bila zelo blizu pop glasba, zelo rad sem imel v svoji kolekciji, sem imel še danes ogromno pop albumov in CD-jev in nekako sem rekel, to je to po mojem, zdaj bom obrnil stran in začnimo nekaj novega, ne. In sem se pač podal, glede na to, da sem bil že pri Tidih pač ne samo frontman, ampak tudi avtor, sem se pač odločil, da bi se podal na to samostojno pot, ne, in začel malo bolj pop glasbo delati in v slovenščini. Predvsem to je bilo. Ja, to je bila definitivno sprememba, ker do sedaj ste delovali v skupinah, potem pa samostojna pot, nimate več glasbenikov, ste, mislim, sami, kako je skupina to sprejela, kako ste vi sprejeli to spremembo? Prišlo je tudi do tega, da skupina si je želela tudi delati recimo v angleščini, ne, tako kot smo delali do takrat. Ampak v tem procesu sem en duet imel z Aniko Horvat, ki sem napisal en komad z Roko v roki, za katerega je takrat še tekst napisal Tone Kregar od skupine Mi2. In potem so s Tonetom sodelovala še pri eni skladbi Tvoja stvar, ki je bila tudi v sklopu skupine Tide. Ampak takrat sem opazil to spremembo, da smo iz tega, dajmo reči, urbanega benda, ker smo bili bolj urban fenomen v mestih, ne, da smo s temi skladbami v slovenščini nekako tudi ruralno uspeli prodirati v Slovenijo. In treba vedeti, seveda smo bili dosti mlajši, takrat se je razmišljal človek drugače. In takrat se je tudi ta želja nastala, da bi začeli v slovenščini delati, pač, ker nisem imel več tak pogled, da mi je bilo dovolj biti samo v Ljubljani, nek frajer bi rekli, ampak mi je dosti pomenilo, da sem lahko prišel tudi v neko slovensko zaledje in da so se ljudje nekako poistovetili lahko s to glasbo, ne. In tle je jezik igral pač veliko vlogo, ne. No, spremenili pa ste tudi slog petja. Ja, mislim... Ko ste menili, ja, želeli ste si pop, odraščali ste s pop glasbo, kako je, predvidevam, da je tudi za glasilke to malce drugače? Pač prilagajal sem petje, jasno, bendu, ne, jasno, če smo igrali rock glasbo, sem moral peti na nek določen način. Tako. Mi je pa zelo blizu, mislim, že ko sem odraščal, sem veliko imitiral David Bowieja pa Bonata od U2 in tako da sem imel nekako zmer ta občutek, da bi želel še drugače svoje glasilke uporabljati. In tudi mi ni bilo to forsiranje več tako blizu, no, ker je tipično za rock and roll, ne. Tako da sem iskal neke lege, kjer mi je lažje, bi se bom rekel, bolj udobno peti. In sem se zelo našel, no, v teh pop vodah, prav zaradi tega, ker razlika je, ker si ti v rock bandu in imaš rock fene, se od tebe pričakuje, da boš neke klišeje pač izpolnjeval in da bo vsak album približno na nek način zvenel predvidljivo. In to te kreativno zelo omejuje. Jaz sem bolj vmes začel tudi za druge izvajalce pisati glasbo in takrat sem videl, da mi je to v bistvu največ pomen, da pač studijsko delo, snemanje in ustvarjanje. To mi je postalo bolj pomembno od nastopov. Nastope sem nekako dal v drugi plan. Po 25 letih koncertiranja enostavno nisem niti več toliko energije imel za to, niti volje. Ampak vsakeč, ko sem bil pa v studiju in je bilo treba ustvarjati, mi je bilo pa to res nekaj najlepšega, no. No, pa da si morda bodo naši gledalci lažje predstavljali, v kakšne vode ste šli, predlagam, da si pogledamo vaš najnovejši singel Visoko. Tako da, kar poglejmo. Dolgo nisem spal, zbujal sem se sredi noči. Vate sem verjel po Kaliforniji, še zdaj mi diši. Naslonjena na mojo roko
roko si jokala, z ognjem v očeh si me izdala. Ljubil sem brez glavo za sabo, razdejanje pustil. Daj me ponesi visoko od tal. Odgovori, ki sem jih iskal. Ponesi me do tja, ker še vedno odmeva tvoj glas. Visoko, visoko, visoko od tal. Visoko, visoko, visoko od tal. Visoko, visoko, visoko. Dor je predober, oviješ ga v usodni objem. Toliko stvari nikomur nikoli ne povem. Naslonjena na mojo roko si jokala, z ognjem v očeh si me izdala. Poznaš me dobro, skozi tvoje oči vidim, kdo sem. Daj me ponesi visoko od tal. Odgovori, ki sem jih iskal. Ponesi me do tja, ker še vedno odmeva tvoj glas. Visoko, visoko, visoko od tal. Visoko, visoko, visoko od tal. Premagala sva čas, ne bo me strah. Dolgo sem te iskal, ponesi me visoko, visoko od tal. Visoko, visoko, visoko od tal. Premagala sva čas, ne bo me strah. Dolgo sem te iskal, ponesi me visoko, visoko od tal. Visoko, visoko, visoko od tal. Evo takole, ogledali smo si vaš zadnji singel. Kdo vse je sodeloval pri tem projektu? V bistvu pri tem singlu sem začel sodelovati z založbo Menard, tako da sem pač nov v tem timu trenutno in za spot je pa poskrbel Maj Valerij, sicer tudi poznan obraz iz RTV obrazov, tako, ampak je pa v bistvu zelo, bom rekel, usposobljen za delo s kamero in tudi sam je voditelj, no. Tako da sva šla v Budimpešto, en hotel smo vzeli tako za 3 dni, da smo malo menjali okolje in sva posnela pač celoten spot v madžarski prestolnici. Je pa obrodilo sadove, moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je bil singel kar 4 ali 5 tednov na lestvici najbolj predvajanih komadov v Sloveniji, te Slot Top 50, tako da mislim, da kar dobro delamo skupaj, no, in bomo tudi naslednji singel v istem timu izdali januarja. O čem pa govori, kaj ste želeli s to skladbo, s tem komadom sporočiti, povedati? V bistvu inspiracija za samo skladbo mi je bila to življenje, v bistvu koliko glasba, koliko ti da, ampak tudi koliko vzame, koliko je odrekanja in žrtvovanja. In včasih se vprašaš sam sebe, zakaj to počneš, ne? Pa ne velja samo za glasbo, pač karkoli, ampak da je to tisto, kar me na koncu ponese najbolj visoko, brez česa ne bi mogel živeti, ne? Iz tega sem izhajal, to je bilo izhodišče, da je pol nastala ta skladba.
No in kot ste že omenili sedaj, ko ste na samostojni poti, imate še kakšne koncerte ali delate samo dejansko studijsko glasbo? Zdaj moram priznati, da po mojem zadnjem projektu 2 leti nazaj, Gora, ko smo izdali tudi album, to je bil sam projekt, sem se posvetil studijskemu delu in sem vsake 3 mesece, 4 mesece imam nov single, nov komad. Planiram pa naslednje leto album. To mi je zdaj glavni nekak cilj. In takrat mislim, da bom začel tudi spet nastopati. Verjetno ne bom nastopal tako kot Stide, ampak... Se pravi, sedaj decembra vas ne bomo videli na nobenem božičnem odru? Priznam, da zaenkrat ne pogrešam še koncertnih odrov. 25 let je bila kar dolga doba, ja. Ampak bom mogel, ko pride album, če drugo bo treba nekaj promocijskih koncertov narediti. Se bom pa zaprl v studio ponovno, tako da namesto na odrih bom v studiu in bom snemal nove komade praktično, ki bojo prav na tem mojem kantavtorskem prvencu. Pa se pravi, v prihodnosti ste omenili, želeli bi narediti album. Koliko komadov recimo je sedaj se glasbenik potrebuje, da izda album? Je to tisti nek minimum, 12 ali tako, kot je bilo včasih, ko je bilo 20 komadov? Preden je bilo 20, je bilo 8. Aha, ja, no, ja. Na vsaki strani, Seveda. na vsaki strani so bili 4 do 5, ko so bili še Led Zeppelin in Deep Purple. No, ker sedaj je tudi več prostora na vseh teh diskih in tako, ne? V bistvu si predstavljam, da nekje 10. Zakaj? Danes ljudje ne kupujejo več albumov, tako da nekako sem bolj privržen temu, da bom verjetno v digitalni izdaji naredil album. Imam doma še škatle raznih albumov in kolikor vem, se tudi po trgovinah zelo malo prodaja. Ja. In prednost digitalne izdaje je, da si lahko tudi poslušalec samo določen komad streama oziroma downloada, kakorkoli, ne rabi vseh 10 skladb poslušati. Če mu je všeč 1 ali pa 2 ali pa 3, si bo tiste pač pobral dol. In gledam, da bi čim bolj praktično to zapakiral. Tako da se mi zdi, da digitalna izdaja je danes najboljša stvar. In nekako se nagibam k temu. Je pa čisto možno, da bomo naredili promocijsko kakšne 200 CD-jev samo za radijske postaje in TV postaje, torej tako. Kakšne te special edition za mogoče samo za gledalce, kritike pa poslušalce. novinarje in tako. Ja. Se pravi, plani za prihodnost so, trenutno uživate v svojem delu na tej samostojni poti, kdaj lahko pričakujemo kakšen naslednji single? Že januarja, tako v drugi polovici januarja bo nov single. Stvari so praktično že skoraj pripravljene, treba samo še spot dokončati in oziroma slike pripraviti in promocijski material, ampak skladba je že praktično skoraj končana, tako da januarja se vračam na sceno z novim singlom in to je zaenkrat to, no. Sedaj decembra pa malo božičnih pesmi doma? Decembra bom kar z družino, ja. Božič doma. Se pravim, da mi tako življenje zelo gaja. Zdaj, biti avtor je zelo taka služba, bi rekel, v smislu, da imaš normalno življenje. Ni toliko tega ponočevanja, žuranja. Ko si pa v bendu, pa skoraj ne gre brez tega, ne. Tako da, zdaj je tako, da ko sem imel 25 let, smo lahko imeli 3 špile zapored, ne, pa si to nosil. Danes pa, če greš na en koncert, pa da pridem 5 zjutraj, se 3 dni pobiram, ne. Ja, seveda tudi Emšo nas potem začne malce dajati. Pa vas kdaj potem doma, sedaj, ko bo Božič, podsukajo pa rečejo, daj, zapoj kaj, no? Kakšno božično? Po mojem niti ne, ker so me bili siti. To klet je bilo unga dretja, sploh, ko smo bili mlajši, da tudi njim pa še zdaj malo miru. Da so čisto super, samo da si tiho, da tukaj sediš, da te imamo. Ne, nimajo nič proti, če kaj zaigram tako, ampak ja. Kaj bolj instrumentalnega potem, bolj umirjenega? Bom rekel, da smo zelo taka družina, da doma smo bolj mirni. Tudi muzike neki ne nabijam, kaj blazno dosti, moram reči. No, seveda, če v studiu non-stop poslušaš, jo imaš okoli sebe, potem je tista tišina kar dragocena. Slušalke so rešile situacijo, tako da jih imam ogromno na sebi, ampak ja, tisti, ki so okoli mene, so praktično rešeni, hvala slušalkam. No, potem pa se pravi, plane za naprej sva povedala, na koncertih lahko pričakujemo, če že čez kakšno leto oziroma naslednje leto. Ob izidu albuma. Ob izidu albuma. Tako. Ja, potem se bomo pa tega veselili in čakali, da album in upali, da album čim prej izide. Ampak seveda vzemite si čas, da bodo skladbe
Čas si bom Tako, vzel, kot je treba. ne bo pa dolgo, bo kmalu, bo kmalu. No, super. Jaz vam želim en lep december in se vam zahvaljujem za tale pogovor. Pa, če boste pa kakšno doma zapeli, pa mislim, da vam tudi nihče ne bo zameril. Če ne bo zameril, ne. Hvala vam. Najlepša hvala. Hvala. Evo, tako, preden pa jaz dokončno preverim seveda, kaj se dogaja v naši kuhinji, pa bomo prosili našega Davida, da nam predstavi pregled športnega dogajanja po Zasavju. Tako da, David, beseda je tvoja. Čas je torej za šport, tokrat malce manj dogajanja kot ponavadi, vendar ne glede, kar pestro vse skupaj. Košarkarji Hrastnika so sredi preteklega tedna v zaostali tekmi 4. kola druge lige gostili moštvo iz Sežane in klonili z 78-93. Prvi strelec Zasavcev je bil Marko Čergič z 21 točkami, Matic Babič je zbral 17 točk, Gašper Rovnik pa 16 točk, 8 skokov in 6 asistenc. Podrobnejše poročilo srečanja ste si lahko ogledali v petkovi informativni oddaji 7. Hrastničani imajo po 8 odigranih tekmah na računu 4 zmage in 4 poraze. Za ostalo prvenstveno obveznost so imeli tudi košarkarji Litije v centralni skupini 3. lige. Na domačem parketu so zlahka ugnali ekipo Janče Ljubljana z rezultatom 92-70. Blestela sta Dragan Pušič in Dejan Mlakar s po 22 točkami. Litijane v naslednjih dneh čakata tudi 2 pokalni preizkušnji proti moštvu Plama Pur, na katerih si bodo skušali priboriti vstopnico za četrtfinale. Na vrsti je rokomet. V prvi ženski ligi je na sporedu premor zaradi evropskega prvenstva, v elitni moški ligi NLB pa so odigrali 12. kolo. Doltika je Hrastnik doživel nov poraz, na gostovanju pri Urbanscape Loki je klonil 34-24. Za Zasavce je 7 zadetkov dosegel Amal Ajdari. V Trebnjem je gostoval Sviš in v lokalnem derbiju prav tako doživel poraz. Trimo je bil boljši z 32-27. Za goste je 6 golov zabil Timotej Knez. Dol in Sviš sta tako ostala pri dnu lestvice, zaostanek za neposrednimi konkurenti pa se ni povečal. Omenjena kluba se bosta v naslednjem kolu pomerila med seboj, srečanje bo odigrano v Stični. V moški prvi B rokometni ligi je bilo odigrano 10. kolo. Rokometaši Trboveljskega Rudarja so za častnim trenerjem Urošem Drobničem, ki je prevzel vajeti po odstopu Jake Kešeta, gostili ekipo Črnomlja in po izenačeni igri večji del srečanja na koncu le strli odpor Belokranjcev in zmagali s 35-30. Za pomembne točke sta v vratarju Klemnu Kranjcu najbolj zaslužna Urh Sitar in Rene Bučar, ki sta dosegla po 7 zadetkov. Naš prvi sogovornik je vseh 7 zabil v zadnjih 15 minutah tekme. Tekma je bila res kar zelo težka, no, čeprav je bilo na koncu 5 golov, taka počasna, zaspana je bila je kar dosti ključnega pomena za nas. Na koncu je naša malo ta, da smo mlad, čeprav ne izkušen, ampak se vidi, da smo zagrizli do konca, no, in pač nasprotnika premagali s tukaj golom razlike. Zdaj imamo še nekaj tekem do konca prvega dela, tako da moramo še tu stisniti, probati čim več točk iztržiti, bomo pa naprej drugi del. Prišli ste v tukaj, kako bi rekel, kritično, ne kritično, ampak vendarle tako negotovo situacijo potem, ko je nenadoma dal odpoved na mesto trenerja, vaš prvi trener Jaka Keše. Zdaj ste skočili vi, poleg predsedniške funkcije, še funkcijo trenerja. Ti 2 tekmi ste sicer dobili, popravili bistveno položaj na lestvici. Kako pa naprej? Ja, sigurno, Jože, tako kot si dejal, situacija kljub temu, da smo 2 tekmi pomembni dobili, problematika ostaja, kajti nadomestiti, bom rekel, zadevo čez noč glavnega trenerja in, bom rekel, sistem, ki smo ga imeli zastavljenega tako pri mladincih kot pri članih, poruši, bom rekel, zadevo v celem klubu. Tako da, bom rekel, sproti rešujemo situacijo glede, bom rekel, trenerja, kar ti veste, bom rekel, da je to situacija, ki je bila v teh 10 dneh nevzdržna in tudi, bom rekel, ne more biti dolgoročna, ampak situacija je trenutno v novembru izjemno težko dobiti nekega trenerja, ki bi lahko vskočil v nek sistem, kjer temeljimo na nekem modelu mladih igralcev, razvoju in neke kontinuitete zadeve, bom rekel, tudi v prihodnje, tako da sproti rešujemo situacijo, kako bomo šli, bom rekel, jutrišnji dan. Zato je, bom rekel, kljub temu, da smo danes osvojili pomembni 2 točki, že takoj, bom rekel, breme skrb, kaj bo prinesel jutrišnji dan in kako nadaljujemo prvenstvo v ponedeljek. Če prav pa dobro razumem, boš najbrž vztrajal do konca tega dela prvenstva na tej dvojni vlogi, potem v tem času pa, da boste poiskali pač novega strokovnjaka. Meni je bila že želja po
prejšnjem petkovem tednu odstopil, bom rekel, Kešeta in tekmi v Pomurju, da v ponedeljek štartamo že z novim trenerjem. Realnost, pa tako kot sem dejal, je pa drugačna. Kljub ogromnimi aktivnostmi v preteklem tednu, oziroma tem tednu, še kar, bom rekel, sezone točki nič, tako da sigurno v naslednjem tednu zadeva ostaja nespremenjena. Upam pa, da bomo zadevo rešili čim prej, ali že v tem delu, bom rekel, sigurno pa v vmesnem obdobju definitivno moramo zadevo rešiti, če želimo iti naprej. Uspešni sta bili ekipi Radeč in Šmartnega. Radečani so na krilih 8 zadetkov Blaža Ernesla v svoji dvorani tesno ugnali do tega kola vodilni Slovenj Gradec. Šmarčani so bili doma prepričljivi proti Škofljici, ugnali so jo z 38-29. Blestel je Andraž Justin, ki je kar 15krat zatresel mrežo. Rudar je trenutno 6., Šmartno 7., Radeče pa 8. v 14-članski ligi. Rokometašice Litije so v drugi ligi doma igrale proti moštvu Šempeter Vrtojba in na svoji 5. prvenstveni tekmi prišle do 4. zmage. Rezultat je bil 22-17, 6 golov je dosegla Blažka Hauptmann. Litjanke so ostale prve zasledovalke vodilne Olimpije. Gremo na futsalski parket. V prvi ligi je Litija gostovala v Škofijah pri Bronxu in s 3 zadetki Gašperja Vrhovca zanesljivo slavila z 1-5 in se po 9. kolu utrdila na 3. mestu. 4 točke za vodilnim FutureNet Mariborom. V drugi futsalski ligi so Mlinše v Zagorski športni dvorani gostile Tomaž Šicbar in po razburljivi tekmi v končnici ostale brez popolnega izkupička. Na semaforju se je izpisal izid 4-4. 2 gola za domačine, ki se nahajajo na 4. mestu, je prispeval Marko Povše. Člani karate kluba Trbovlje so se udeležili balkanskega prvenstva v Dubrovniku in se domov vrnili 4 medaljami. Stefan Joksimović je v kategoriji mlajših članov nad 84 kg osvojil zlato medaljo, Urša Haberl je bila srebrna med mlajšimi članicami do 50 kg, Barbara Haberl prav tako srebrna med mlajšimi članicami do 55 kg, Domen Zinar pa bronast med mladinci do 61 kg. Za konec pa še h kegljanju. Tam so konec novembra končali z jesenskim delom državnega prvenstva. V moški prvi A ligi je Litija na 6., Hrastnik pa na 9. mestu. V ženski prvi A ligi je ekipa Litije na zadnjem 10. mestu. V moški prvi B ligi je Trboveljski Rudar 5. V vzhodni skupini moške druge lige je B zasedba Litije trenutno 7., B zasedba Hrastnika pa 9. V vzhodni skupini moške 3. lige pa je B zasedba Rudarja po polovici sezone na 9. mestu. To je bila Merica športa. Hvala za pozornost. Se vidimo spet čez teden dni. Lepo pozdravljeni, evo in še zadnjice oglašamo iz naše kuhinje. Takole jed je pripravljena, čisto na kratko predstavimo, izgleda zelo lepo, se pravi, kaj imamo vse gor? Ja, tako kot sva že prej omenila, jetrnico sva dala za predjed, na plošči smo pa postregli krvavico, pečenico, dimljeno klobaso, matevž iz ocvirki, pa zelje. In če vidim vaše goste, jaz mislim, da mi je poratajno. Mislim, da je tako zelo dobro, da sploh niso mogli počakati, tako da že kar jejo. Pa bomo vprašali morda malce za kratek komentarček, kako vam tole izgleda, če bi v gostilni tole dobili na mizo, kako bi se vam zdelo in pa seveda kakšni so okusi. Verjetno mislim, da bi rekli njavali narode. Hvala. Jaz bom potem kar pustila, vidva kar lepo pojejta do konca. Se pravi, tamle imamo, potem sva rekla še en kruhek za ocvirki. Ja, česno kruhek, pa ocvirkova potička. Pa ocvirkova potička. Ocvirkova potička, pa nikar ne pozabite splahati vse skupino. To je pa cviček od Petretič Janita, ko ga reže tradicionalno 20 let ali pa mogoče še več. Isto tako pa tudi Senekovič suho vino ponujamo Koveja, ker pa je tudi vinogradniška družina iz Jakobskega dola, ko pa moramo reči, tle pa res drži tisti rek, da se ga držimo kot pijanc plota. To je pa že res, odkar imamo gostilno, smo tudi prijatelji, že dejansko prijatelji ratali s to družino. In jaz mislim, da če je dober, zakaj bi menjali? Seveda. Tako da, evo, jaz vas bom kar pustila, da tudi vi malce pojete, da ne boste samo duhali teh zelo, zelo odličnih, lepih vonjev. Tako da, evo, vi pojete, jaz se vam pa kmalu pridružim. Hvala lepa.
Tako, žal je prišel čas, ko se moramo od vas posloviti. Upam, da ste v oddaji uživali, dobili kakšno idejo za kosilo in seveda izvedeli kaj novega. Tako da december je čas mnogih stvari. Humanitarnosti, radodarnosti, čas, da se podružimo z družino, s prijatelji, preživimo lepe večere z ljudmi, ki so nam blizu. Tako da seveda je tudi čas samorefleksije, da pogledamo, kaj smo v tem letu dosegli, kaj smo naredili dobrega, kaj bi lahko še izboljšali, kaj smo seveda naredili zase, koliko smo vložili vase v našo osebno rast in seveda, kaj lahko izboljšamo v naslednjem letu. Tako da seveda pa je december tudi čas številnih zabav in dolgih noči, za katere pa vam lahko seveda svetujem samo po pameti. Tako da vidimo se zopet naslednji torek, vi pa uživajte v decembru.